Dober dan, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, novinarji tukaj v Cankarjevem domu in v studiu TV Slovenija, gospa Nataša. Današnjo novinarsko konferenco namenjamo normalizaciji pri upravnih in sodnih zadevah, ponovnemu aktiviranju izvajanja sodnih postopkov, teku rokov v sodnih zadevah ter novostim vezanim na letošnje sodne počitnice. Vlada je namreč včeraj s posebnim sklepom sprejela podlago, da bodo po preklicu razglasitve epidemije koronavirusa z 31. majem prenehali veljati začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah. Več o tem, kaj lahko pričakujemo s prihodnjim ponedeljkom, 1. junijem v sodstvu, nam bo povedala magistrica Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje, ki bo po svoji uvodni predstavitvi na voljo tudi za vaša morebitna vprašanja. Gospa ministrica, prosim. Spoštovani državljani, državljanke, gledalci, spoštovani novinarji, tako v Cankarjevem domu kot tudi v studiu. 29. marca je bil v Državnem zboru sprejet zakon, ki je na področju sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah ustvaril pravno podlago, da so lahko vse te institucije delovale povsem normalno v nujnih zadevah, ki so bile potrebne, in pravno podlago, da je zavaroval pravice tistih, ki v tem času svojih pravic ne bi mogli izvrševati, enako tudi obveznosti, kajti prekinil je tek procesnih in materialnih rokov. Imel pa je v svoji časovni veljavnosti dve alternativni možnosti, in sicer, da poteče veljavnost, če vlada ugotovi, da so prenehali razlogi, ali da je to najkasnejši rok 1.7., ko bi ugasnili ti ukrepi. Glede na to, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odlok, s katerim je ugotovila prenehanje epidemije, in je s tem omogočila normalno delovanje vseh teh organov in institucij s 1.6., smo podali na vlado tudi sklep, ki je bil včeraj sprejet, in z njim določamo, da torej s 1.6. pričnejo delovati organi normalno, poleg tega pa začnejo tudi teči materialni in procesni roki, ki so bili ta čas prekinjeni, in je posebej biti pozoren prav na to. Torej opozarjam državljane in državljanke, da je to ključno sporočilo, ki ga želimo dati, in naj bodo pozorni vsak na svojo situacijo, v katero so se znašli. Torej, če pogledamo vprašanje teka sodnih rokov, imamo vsaj 4 različne situacije. V nujnih zadevah so ves čas tekli roki, tako procesni kot tudi materialni roki. V zadevah, ki so se opravljale pred 29. marcem, pa so se ti roki 29. prekinili, in to pomeni, da se bodo ti roki nadaljevali. Torej ne tečejo znova, ampak se nadaljujejo in iztečejo z dnem, ko je še preostanek v teh zadevah. Nadaljna situacija je v nenujnih zadevah, ki so se izvajale v času epidemije, pa zanje roki niso tekli. V teh situacijah pričnejo roki teči 1.6.2020. Imamo pa v sodnih zadevah tudi izjeme, in sicer na področju insolvenc. V teh situacijah so roki podaljšani za poslovodstvo, da lahko določena dejanja opravijo v nadaljnjih 3 mesecih. Cilj tega pa je bil, da zaščitimo tiste družbe in podjetja, ki so prišle v tako situacijo zaradi epidemije in z možnostjo, da morebiti lahko v tem času konsolidirajo svoje finančno poslovanje. Na upravnem področju imamo ravno tako 4 različne situacije. V nujnih zadevah so procesni in materialni roki tekli. Prekinjeni so bili 29.3. v situacijah, ko se je že prej vodil postopek in se v njih odločalo, in se bodo nadaljevali s 1.6. V nenujnih zadevah, v katerih se je odločalo oziroma se je opravljalo procesna in druga dejanja v času epidemije, pa bodo začeli teči 1.6.
Posebej pa naj opozorim, da je podaljšan bil rok v situaciji za uveljavitev materialnih pravic za nadaljnjih 8 dni in teh nalog tako na sodišču kot tudi v drugih inštitucijah še vedno spoštovati določene ukrepe. Na Ministrstvu za pravosodje smo se z vsemi deležniki za področje pravosodja srečali in pregledali izhodno strategijo, pri tem pa nam je pomagal tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, s katerim smo dorekli posebej ukrepe za sodno vejo oblasti, tako da nekaj splošnih naj povem, večino pa bo potem tudi Vrhovno sodišče dalo napotke sodiščem in bodo stranke pravočasno obveščene. Torej, glede strank je določena še vedno uporaba zaščitnih mask, o tem bodo tudi vsi, ki bodo povabljeni na udeležbo na sodišče, opozorjeni v vabilu, da morajo maske imeti, ko pridejo na sodišče, seveda tisti, ki kažejo kakršnekoli znake obolenja, naj ne prihajajo in se ne udeležujejo. Potrebno bo spoštovati tudi ustrezno razdaljo, ki je še vedno 1,5 metra. Glede zaposlenih pa smo v tem času tudi poskrbeli za to, da so se nabavile določene pregrade, tako da bo za zapisničarje bodo pregrade, medtem ko za sodnike so priporočena uporaba mask, predvsem pa je priporočeno, da se prostori ustrezno zračijo in da se spoštuje razdalja 1,5 metra tudi v takih situacijah. Sodne počitnice bodo letos tudi nekoliko drugače urejene. Bili so različni interesi oziroma predlogi, kako naj se uredijo, od tega, da sodnih počitnic ni ali pa da imamo tudi ves mesec, tako kot je bilo do sedaj. Na koncu smo se skupaj odločili, da se počitnice letos skrajšajo sodne in bodo trajale od 1. do 15. avgusta. Naj pa povem, da je ta situacija pripeljala tudi tega, da razmišljamo o drugačni sistemski ureditvi sodnih počitnic v nadaljevanju, pa tudi, da drugače definiramo določbe, kako naj sodišča ravnajo v primeru izrednih dogodkov ali za ožje območje ali v primeru celotne države. Znotraj pravosodja imamo tudi 2 organa, ki sta organa v sestavi Ministrstva za pravosodje, ki skrbijo za izvrševanje kazenskih sankcij. To je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in pa Uprava za probacijo, ki so se tudi intenzivno pripravljale na izhodno strategijo, namreč tudi oni so v času epidemije izvedli vrsto ukrepov za varovanje zdravja in življenja ljudi in preprečitve širjenja. Če najprej povem za izvrševanje kazenskih sankcij, že 18. maja so bili ponovno možni obiski in sicer ena polnoletna oseba, pa seveda lahko tudi otroci. Glede prestajanja zaporne kazni pa so bili zavodi 15. obveščeni, da naj ne izdajajo več odločb o prekinitvi zaporne kazni, kar je omogočal zakon. Prav tako so vse osebe, katerim je bilo z odločbo določeno, da 31.5. jim preneha ta ugodnost, pozvali, da se do 1.6. vrnejo v zavod in se je do sedaj vrnilo že 22 takih oseb, skupaj pa je bilo izdanih 214 odločb. Tistim, katerim bo ta prekinitev v skladu z odločbo potekla po 1.6., pa bodo v času od 1.6. do 3.6. pozvani, da se vrnejo. Na predčasni odpust, kjer gre za ugotovitev zakonskih pogojev, ali to izpolnjujejo, pa je bilo v tem času 79 oseb. Prav tako naj povem, da se tudi obsojene osebe že napotuje ponovno na opravljanje dela. Probacija je drugačen sistem, ki ni vezan na roke in naj povem, da so odlično pripravili izhodno strategijo in že v celoti tudi delujejo. Toliko glede delovanja sodstva po 1.6., sedaj sem vam pa na voljo za morebitna vprašanja, izvolite. Zanima me glede vard, kako komentirate dogajanje z vardami? Bi podprli spremembe zakonodaje, kot jih napoveduje SD in predvsem kako to področje sploh urediti? Hvala. Torej, glede vard se je
že stranka Modernega centra glede tega opredelila. Menim, da je to nedopustno dejanje in pričakujem, da bodo organi v skladu s svojimi pristojnosti tudi ugotovili, za kakšno kršitev gre in tudi sankcionirali. Drugega vprašanja pa nisem prav razumela, pa bi samo prosila, če mi poveste, na katero temo se nanaša. V kateri zadevi? Ja, se upravičujem, nisem seznanjena z njihovim predlogom, tako da vam lahko svoj odziv dam tudi kasneje. Mislim, da je potrebno ustrezno sankcioniranje, ki bo to preprečevalo. Mislim pa, da je potrebno predvsem v naši družbi umiriti situacijo. Trenutno smo razdeljeni, kot vidim, nekako na dva pola in vsak nekako izvaja svoje. Mislim, da je potrebno si zastaviti jasne cilje, kam želimo, da gre Republika Slovenija in se osredotočiti na te cilje.